Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Anjo in Jako bomo danes še slišali. Družba je močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen, in z današnjim odprtjem dajemo nove priložnosti za krepitev posameznega člena v družbi in s tem seveda tudi družbe. Namreč dnevni center ima posebno poslanstvo zagotoviti čim večji in višji standard uporabnikom, hkrati pa pomeni tudi korak k večji humanizaciji psihiatrije. Veste, da se še vedno v družbi drži vsaj malo stigma duševnega zdravja, psihiatričnega zdravljenja, in tudi to je en način, da se od tega počasi začnemo oddaljevati. Spoštovani generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike, dr. Bojan Zalar, beseda je vaša, prosim. Hvala. Torej, dnevni center, kot je bilo napovedano, je korak naprej od institucionalizacije, pa vendar ti koraki so zelo povezani z znanostjo. Deloma tudi z našimi željami, ampak vendar znanost vse skozi diktira tisto, da se dogodijo tudi takšni premiki. Pa mogoče par besed o tem. Ambulante psihiatričnega tipa so nastale v začetku 20. stoletja, v bistvu za triažo in za selekcijo tistih, ki so ozdravljivi, od tistih, ki so neozdravljivi.
Hkrati je bila funkcija ambulante tudi v bistvu neka kontrola nad tem, ali se zdravljenje vrši ustrezno ali ne. V začetku, nekoliko bomo presenečeni, je bila prva ambulanta ustanovljena v Hamburgu. Zakaj? Splet okoliščin je tudi tisti dejavnik, ki omogoča to, da se to nekje zgodi. In sicer Hamburg je bil središče medicinskih raziskav, imel je napreden zdravstveni sistem. Bismarckova socialna reforma je vključevala tudi osebe z duševno motnjo. Imeli so napredne bolnišnice, ki so bile povezane s socialno medicino, in hkrati je bilo to veliko pristaniško mesto z veliko revnimi ljudmi. Veste, da je pa revščina poseben indikator, na WHO je na prvem mestu po smrtnosti in po zdravstvenih težavah, med njimi tudi duševnimi motnjami. Še ena pomembna situacija se je zgodila, da so duševne bolezni bile uvrščene v medicinsko stanje. Veste, da je prej bila to obsedenost z duhovi, da je bila to obsedenost z peklom, a ne? In vsi takšni podobni atributi so bili zraven. To se pravi, a veste, treba je narediti premik v glavah, da se zgodi tudi premik v resnici. Hkrati so oblasti podpirale tudi projekte, ki so bili manj potratni in dejansko ambulante so bile cenejše od hospitalizacij. Žal, predtem so bili tako imenovani azili, o tem bom še nekoliko kasneje spregovoril. Zdaj pa, ker sem že začel, da je znanost tista, ki je diktirala tudi ta razvoj ambulant, da se je sploh pojavila ta ideja, se je kar nekaj dogodkov zgodilo v začetku 20. stoletja. Že nekaj pred tem je bilo razumevanje nevroloških osnov duševnih bolezni, naprimer povezava sifilisa s progresivno paralizo in demenco. V tem času je bil Charcot in Freud, psihoanaliza in psihoterapija, oba dva sta bila narejena za ambulantno obravnavo. Razvoj, še ena stvar je botrovala, in sicer Kraepelin je napravil klasifikacijo duševnih motenj. To se pravi, bil je še en korak naprej v razlikovanju duševnih motenj. Ni bilo vse skupaj samo blaznost, ali norost, ampak se znotraj shizofrenije, bipolarne motnje že diskriminiralo. To je namreč zelo pomembno, ker mi potem prehajamo v nek zdravstveni problem, da so duševne motnje dejansko problem zdravstva. Kasneje so pod ambulanta mutirala tudi psihotropna zdravila, recimo klorpromazin in pojav antidepresivov in anksiolitikov. Po drugi svetovni vojni je bil večji poudarek na integraciji duševno bolnih v družbo in ne zapiranju v ustanove. Temu so botrovale tudi dogodki v drugi svetovni vojni. Nastajale so skupnostne psihiatrične službe, ki so bolnikom nudile podporo v vsakdanjem življenju. Napredek je bil tudi v psihoterapiji in vedenjski terapiji, pojavila se je tako imenovana kognitivno-vedenjska terapija, ki je ravno tako ambulantno naravnana. Zdaj bom pa prebral, ker smo govorili tudi o humanosti v začetku, en citat iz leta 1878. Ker smo prepričani, da imamo v blaznici le z bolniki opraviti in da je najvišja stopnja nemoglosti tudi le znamenje bolezni, zato moramo tudi o duševno najbolj propadlem bolniku vedeti, da imamo človeka pred sabo. No, to je izjavil Karl Bleiweiss 1878 v Kranjskem deželnem zboru. To se pravi, Slovenija ni bila obremenjena z tistim, čemur se marsikdaj tudi danes pripisuje psihiatriji, ampak je bila humano nekako naravnana že tudi pred tem, kar sem prej govoril o nastanku ambulantne dejavnosti. Mogoče še minuto, če vam vzamem, za sočasnost pojava relativnostne teorije in psihoanalize. Namreč nezavedni procesi niso vezani na linearni čas.
To se pravi, spomini in travme lahko vplivajo na človeka, kot da bi bili še vedno prisotni, čeprav so se zgodili davno prej. Torej, čas je relativen in odvisen od opazovalca, bi rekli v fiziki. Druga stvar, ni absolutne resnice v človekovi zavesti. Vsak posameznik si ustvarja svojo subjektivno realnost na podlagi nezavednih procesov. Torej, ni absolutne resničnosti, temveč da je vse odvisno od opazovalca in njegovega referenčnega sistema. In pa koncept dinamične psihe, kjer nezavedni konflikti ustvarjajo notranje napetosti, ki vplivajo na obnašanje. Tako je tudi v fiziki relativnost zamenjala Newtonov determinizem. Zdaj mogoče vidite tudi z enim takim primerom, kako je neprestano razvoj znanosti vplival tudi na druge vede, med drugim tudi na psihiatrijo. Mogoče še nekaj o stroških neobiskovanja ambulant. Imamo stroške na individualni ravni, to se pravi posledično nekdo, ki ne obiskuje ambulance, ne zdravi, ima več hospitalizacij, intenzivnejše in dolgotrajnejše zdravljenje, ima izgubo delovne sposobnosti, ima izgubo dohodka in seveda išče socialne transfere. Večje tveganje je za samo poškodovanje in kriminal. Samomorilnost in vstop v pravosodni sistem zaradi neobvladanih simptomov, recimo impulzivne motnje. Stroški v zdravstvenem sistemu. Zdravljenje v bolnišnici je bistveno dražje, v ambulanti bistveno dražje kot v bolnišnici. Ambulantni pregled je približno 100 evrov, dnevna bolnišnica oskrba je 200 do 500 evrov, akutna hospitalizacija več 1000 evrov in kronična oskrba v inštituciji več 10 000 evrov letno. WHO ocenjuje, da slaba obravnava duševnih motenj povzroči izgubo trilijonov evrov zaradi zmanjšanja produktivnosti. Trilijonov pomeni milijonov. V ZDA so objavili, da vsak dolar vložen v duševno zdravje prihrani vsaj 4 do 5 dolarjev zaradi zmanjšanja hospitalizacije in povečanja delovne sposobnosti. V Evropi duševne motnje predstavljajo breme do 4% bruto prihodkov. Pa še mogoče par besed o psihiatriji kot represivni inštituciji, že zaradi tega, ker mislim, da psihiatrija prejema preveč kritik in to kritik, ki so morda namenjeni tistim pred 150-200 leti in ne dogajanju, ki se vrši danes. Psihiatrija je bila enačaj za prisilno hospitalizacijo, slabe življenjske pogoje, invazivne metode zdravljenja. Zapiranje v umobolnice ali azile so bile tiste stvari, kjer so pacienti ostajali vse življenje. Psihiatrija uporablja prisilne metode, torej prisotne so telesne omejitve z mrežnico ali s prisilnimi jopiči, z elektrošoki brez anestezije in lobotomija. Stigmatizacija, diagnoza duševne bolezni je pogosto pomenila socialno izključitev. Zgodovinski predsodki še vedno ostajajo v kolektivnem spominu, žal. V delu represije je prisotna tudi družbena stigma, tabuizacija, psihiatrične težave se dojemajo drugače kot telesne bolezni in obisk psihiatra je znak šibkosti ali celo družbenega neuspeha. Potem pa še mediji in pop kultura pogosto prikazujejo psihiatrične bolnišnice kot kraje prisile. Filmi kot sta Let nad kukavičjim gnezdom in Shutter Island utrjujejo te predstave. Potem imamo še en moment, strah pred zdravljenjem. Psihiatrična zdravila, recimo antipsihotiki, imajo močne stranske učinke. To povzroča skepticizem ali sploh zdravijo. Drugič, psihiatrija le tlači simptome zdravili, namesto da bi obravnavala vzroke. In tretjič, ključni dejavnik, nepopolna informiranost o psihiatričnih terapijah, ki bi verjetno lahko v nekem diskurzu rešila vse te stigme. Imamo še vpliv alternativne in konspirativne miselnosti. Nekatere alternativne ideologije zavračajo psihiatrijo kot del farmacevtske industrije, ki zasužnjuje ljudi z zdravili. Potem so še zarotniške teorije. Psihoaktivna zdravila spreminjajo zavest in nadzorujejo ljudi.
to dodatno poglablja odpor do psihiatrije. Pa imamo pa še določene posameznike, ki promovirajo naravne metode zdravljenja in zanikajo potrebo po psihiatrični oskrbi. Ambulantna obravnava je v razmerju v svetu 1:7. To se pravi, 7-krat več je ambulantnih posegov kot hospitalizacij. V naši kliniki je, mislim, da to 1:15. Mi imamo približno 70 000 pregledov ambulante in 4 000, nekaj čez 4 000 hospitalizacij. Neobravnavane duševne motnje povzročajo več 100 milijard dolarjev stroškov, kar vključuje tudi stroške zdravstvene oskrbe in izgubo produktivnosti. Vsako leto 1 od 5 oseb doživi duševno motnjo ali bolezen. Še en podatek, ki bo zanimiv, vse smo že pri koncu. Zdravi se 1/4 ljudi z duševno motnjo. 3/4 ljudi se ne zdravi. Tako je v svetu. K sreči je to tista četrtina, ki predstavlja grobe duševne motnje, in tiste 3/4 predstavljajo neke blažje motnje, neke anksiozne motnje, pa tudi osebnostne motnje. Ko smo že govorili o stroških, bi povedal samo še en stavek. Osebnostna motnja, ki se ne obravnava na psihiatriji in je v družbi, lahko tudi na različnih funkcijah, je lahko izredno potratna stvar. Narcisistična osebnostna motnja, no bom povedal tale sklop teh ekstrovertnih trojčka, a ne. Narcisistična osebnostna motnja, primarna škoda je manipulacija in zloraba moči. Družbeni vpliv imajo v visokih položajih, v politiki, v gospodarstvu. Stopnja destruktivnosti je visoka, tako posredno kot dolgoročna škoda. Potem antisocialna osebnostna motnja, povezana s kriminalom, nasiljem in izkoriščanjem. Družbeni vpliv je v okviru kriminalnih dejavnosti, goljufij in korupcije. Stopnja destruktivnosti je zelo visoka, neposredna in destruktivna. Potem imamo še tako imenovano mejno osebnostno motnjo, kjer pa trpijo v glavnem družinske in socialne vezi. Tako, zaenkrat bi zaključil, mislim, da psihiatrična klinika stopa z roko v roki z znanstvenim razvojem. Tudi sama pri tem kot klinika ima organizirano raziskovanje in izobraževanje drugih in glede na lastne rezultate seveda se tudi odpira. Tudi ta dnevni center danes, ki smo ga odprli v kombinaciji z ambulantami in z dnevnim centrom, kaže na to, da psihiatrija vstopa sočasno z razvojem v ustrezne družbene tire in vse skozi se pa trudi biti humana in prijazna psihiatrična klinika. Naj bo današnje odprtje povabilo tistim 3/4, da vendarle pridejo po pomoč. Namreč današnji odprtje tega dnevnega centra pomeni tudi odpiranje dodatnim možnostim in priložnostim za tiste, ki ne potrebujejo 24-urno bolnišnično zdravljenje, vseeno pa potrebujejo pomoč. Tako da na nek način novi časi, novi načini in hvala za res izčrpen govor, dr. Zalar. Zdaj pa besedo predajam Štefaniji Lukić Zlobec, predsednici spominčice Alzheimer Slovenija. Gospod direktor je omenil demenco, mislim, da gospa Štefka, če kdo, ste vi tisti, ki o tem največ veste v Sloveniji in na nek način boste danes pregovorili tudi kot predstavnica uporabnikov, tudi iz storitev tega dnevnega centra, ki bodo. Lepo prosim. Dober dan in lep pozdrav. Moram reči, da je to res en zelo, zelo velik in pomemben dan in korak, da je psihiatrija odpira ta center, ker oseb z demenco v Sloveniji in posod po svetu vedno več. Večina jih živi doma, tako kot je direktor omenil, 3/4 nima diagnoze in zelo pomembna je pa, da je ambulantna dostopnost, ker pomembno je, da te bolnike zadržimo čim dlje doma in doma jih pa lahko zadržimo, če imajo tudi podporo ambulantno, da lahko sem pridejo in takle center naj bo vzor tudi drugim krajem po Sloveniji, ki potrebujejo tovrstne centre, ki jih imajo po svetu veliko. No, moram povedati, da me tudi to spomni, kako sem jaz prišla v to
kliniko točno 20 let nazaj, ko sem moža pripeljala sem. Razmere so bile obupne, stavbe so bile stare, no in takrat je tudi moj mož pri 54 letih tukaj dobil diagnozo in tudi vso nadaljnjo pomoč in podporo, za kar sem vedno hvaležna tej kliniki. Seveda so mene takrat zdravniki, doktor Kogoj, ki je ustanovil spominčico, nekako malo pahnili ali usmerili, naj začnemo mi svojci kaj delati za ostale družine in bolnike, ki se znajdejo v podobnih situacijah. Tako da, ko sem potem poklicala Alzheimer Europe, se je videlo, da so to ogromne organizacije po celem svetu, ker je to res ogromen problem in je demenca ena od najdražjih bolezni, tako da smo mednarodno povezani. No, da povem, da so tudi dobri premiki, da smo uspeli sprejeti strategijo, vlada je sprejela strategijo, mi smo jo pripravili, tudi tukaj je Polona Rus, doktor, je sodelovala z nami. No, tako da ima Slovenija že drugo strategijo, zdaj se prizadevamo, da bo strategija implementirana in da bomo odprli še kakšne centre in da bo še napredek, ker ga seveda ljudje potrebujejo. In tudi, da omenim, da je tudi po več kot 25 letih novo zdravilo na obzorju, ki se ga je tudi Agencija za zdravila Evropska potrdila, da lahko začnemo uporabljati in upam, da bo tudi tukaj se to začelo uporabljati hitro, ker je to eno veliko upanje po dolgih 25 letih za vse bolnike in svojce, ker znanost počasi napreduje, ampak vseeno napreduje. No in še seveda demenca je povezana z veliko stigmo, tako da je pomembno, da odpiramo take centre, čim bolj na glas, da o tem poročate in da ljudje zgubijo stigmo in če imajo doma probleme, da vejo, kam po pomoč in potrebe. Tako da res čestitam direktorju za ta center in to je več kot dobrodošlo za vse bolnike in svojce, ki jih je nažalost res zelo, zelo veliko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Štefaniji Zlobec. Ja, praznovanje, sem že rekla, ne, je danes in to je nektar življenja in včasih je lepo pogledati tja čez Maurico. To bomo zdaj naredili z glasbo. Somewhere Over the Rainbow je skladba, ki jo bosta zdaj zaigrala Anja Bukovic in Jaka Pucih. Po njej pa še večna skladba Jožeta Privška Vozi me vlak v daljavi, ki pa ima spet mogoče skozi njo lahko prepletemo še eno zgodbo iz preteklosti, namreč davno tega se je Franc Jožef z vlakom peljal iz Dunaja v Trst. Menda se je ustavil v Ljubljani in vprašal, ali ta kraj ima umobolnico. Po odgovoru je zaukazal, naj jo zgradijo. Tako, upam, da to drži. In danes smo tu, kot sem rekla, v novem času, precej drugače kot takrat in tudi umobolnica se več ne pravi tem ustanovam in zdaj je tu glasba, Anja Bukovec in Jaka Pucihar, prosim. Neprestano se uporablja bolnišnica Polje. Bolnišnica Polje nikoli ni bil uradni naziv. Res nikoli. Bila je blaznica na Studencu, vse sorte, Polje pa nikoli. Polje je bil kolateralna škoda, ker je bila pošta Ljubljana Polje 1960 in je pošta prihajala na pošto v Polje in so rekli, da je to Polje. Čeprav ni niti na lokaciji Polja, ker je on stran, a ne obvoznice, termin se je pa pač udomačil.
Anja Bukovec in Jaka Pucihar sta nas pripeljala do pravzaprav viška današnjega dogodka z dvema večnima skladbama do trenutka, ki bo na nek način zapisan v večnost, namreč sledi prerez traku in s tem tudi uradno odprtje dnevnega prostora. Preden se vse uskladi tamle, naj povem še, da ne pozabite, da danes potem sledijo voden ogled vseh prostorov in kasneje tudi pogostitev, ki je pa nekaj čisto posebnega, namreč veste, da je dobra prehrana zelo pomemben del vsake terapije. In kuharji tu v psihiatrični kliniki in kuharice so mojstri in mojstrice, ki so danes pripravili tudi pogostitev. Kot sem rekla, to pride kasneje. Zdaj pa lepo prosim gospo Štefanijo Lukić Zlobec in gospoda doktorja Zalarja, generalnega direktorja, da odpreta tudi uradno ta čudovit prostor. Prosim. Tako. Dnevni center Univerzitetne psihiatrične klinike je s tem odprt. Hvala lepa. Tako srčna hvala vsem, ki ste bili tu. Nekaj gostov je danes moralo zaradi bolezni, vemo, tak čas je pa zaradi drugih obveznosti odpovedati, vendarle imeli smo en lep dogodek tudi zaradi vas in to dobrodan življenje silno in milo, kot na praznik prihajam v tvoj hram. Naj bo to hram vse boljšega zdravja in kot sem rekla, hvala vsem, da ste se danes ustavili, podarili svoj čas temu dogodku in mogoče za konec, ko boli telo, se vidi, ko boli, če rečemo temu duša, pa pogosto, prepogosto ne. Morda se zato večkrat ustavimo, pa poglejmo se človeka v oči in s tem pridobimo čisto vsi. Hvala lepa, lepo se imejte in en lep sončen februarski dan še naprej želim.